Vsem en lep pozdrav, hvala, da spremljate nov pogovor v sklopu Future Generation Minds 2050 projekta. Moje ime je Klara in danes skupaj s Tinkaro gostim 3 čedne fante iz slovenske glasbene skupine Joker Out. Z nami so Kris, kitarist, Bojan, pevec in pa Matic, bobnar. Izdali so že kar nekaj dobrih pesmi, njihov zadnji singel pa se imenuje Umazane misli. Po vrsto uspešnih koncertov jih bomo imeli naslednjič možnost slišati v ljubljanski Cvetličarni jeseni leta 2021. Dejstvo je, da relativno malo mladih posluša slovenske izvajalce. Bojan, kaj se ti zdi, da je vaša prednost oziroma posebnost? Zakaj sploh mladi poslušajo vas? Živjo, hvala za vabilo, Klara. Jaz mislim, da je naša posebnost to, da imamo besedila, ki se zelo direktno lahko dotaknejo marsikoga. Mislim, da izhajamo iz enega zelo iskrenega prostora, že kot band smo sestavljeni pač kot 5 prijateljev in na taki bazi tudi delujemo, ustvarjamo zelo povezano, tako da jaz mislim, da se potem ta energija pač prenese na ljudi. Nismo nek umetno nastal projekt, ki je bil namenjen iskanju uspeha, ampak smo se pač združili zato, ker smo hoteli igrati skupaj in zveneti čim boljšim skupaj ustvarjati. In jaz mislim, da je to tudi cilj do tega, kar se počasi dogaja in kar se še v prihodnosti bo. Okay. Vi ste se v bistvu združili z 2 bendov, ne? Ja, tako je. Ja. Mi smo bili na začetku skupina Apokalipsa, smo bili Matic, Martin in jaz. Potem sem pa jaz na enem koncertu videl Krisa in Jana in smo ukradli oba iz tistega benda in naredili Joker Out. The best. Okay, jaz imam vprašanje za Krisa. Koliko dejansko časa porabite za eno pesem, da pač napišete pa posnamete spol, koliko vam dejansko vzame časa? To je eno tako vprašanje, ki ima mnogo odgovorov za moje pojme. Čisto odvisen, koliko hitro se spomniš nečesa, koliko je všeč tvojim sočlanom benda, koliko je všeč našemu producentu, koliko časa imamo za snemati, ker v bistvu pri nas je tako, da snemamo in popravljamo, dokler pač ni absolutno treba oddati komada medijem in tako. Tako da odvisen, kdaj se ga začnemo lotiti, pa kdaj ga moramo oddati, lahko traja tudi 1 leto, lahko traja, 3 dni. Ampak vsakič pač probamo najboljš narediti, kar se da in se mi zdi, da zaenkrat smo se tudi držali tega, oziroma smo uspeli to željo izpolniti. A pa pride kdaj tako, da se ne strinjate? Ne vem, vidva z Bojanom pišeta pač besedila, a ne? A pride kdaj do tega, da nekdo ful ne fila enega teksta in reče ne bomo tega delali? Itakič. Itak, ampak to je pač, to je potrebno za zdrav odnos v bendu in takoj, ko nekomu nekaj ni prav, namesto da on zdaj to neko mulo kuha, pa nič ne pove, pač boljš, da pove, da se skregamo, magar, da se deremo na en drugega, ampak na koncu pol pride pač ta iskrenost, ki jo je že Bojan omenil. Okay. No, zdaj bi pa rada z vami delila eno zgodbico, ki se je meni zgodila v resničnem življenju. To poletje sem bila na upravni enoti, sem si rihtala CPP termin in sem sedela zraven enega tipa v čakalnici, ker je vsake 5 minut se javljal na telefon, za 3 minute, hiter. In potem se on javil na telefon enemu, ja, Bojan, kva je? In potem sem jaz pomislila, koliko je v resnici mladih Bojanov v Ljubljani. Potem sem ga malo boljš pogledala in sem ugotovila, da je bil to Matic. In on je z mano v čakalnici čakal 2 uri, da je prišel noter na vrsto. No, moje vprašanje je, kako je živeti to dvojno življenje? V bistvu, da si na pol zvezdnik, te ljudje prepoznavajo na ulici, pač se derajo tvoje ime dol pod odrom, po drugi strani pa biti navaden človek in 2 uri čakati na upravni enoti, zato da te noter spustijo. Ja, no, mislim, najprej mi se, po moje govorim, kar v celoti zdaj smo zelo taki prizemljeni ljudje, se nimamo za zdaj ne vem kakšne zvezde ali kakorkoli, tako da jaz mislim, da mi funkcioniramo zelo normalno, če nas pa pač na ulici kdo prepozna ali kakorkoli, pač valjda se pa z vsakim pozdraviš, poslikaš, kakorkoli, mislim, da ima Bojan še nekaj za pripomniti. Ja, predvsem se ne obnašamo kot zvezde, ker res nismo zvezde. Ja, no, ampak pač v primerjavi z navadnimi ljudmi ste pač bolj prepoznavni.
Z navadnimi ljudmi. Ja, ok. Torej, je težko živeti tako življenje? Ne, sploh ne. Mislim, jaz osebno nisem nikoli se čutil, da bi imel kakršnikoli problem sam pri sebi zaradi tega. V bistvu nikoli nisem gledal na to, sploh tako. Jaz bi sam dodal kratko in jedrnato. Jaz imam raje dvojno življenje, pa čist preveč dela, kakor enojno, pa čist premalo. Lepa misel. Ja. Ok, jaz imam vprašanje za Krisa. Bojana zelo zaznavamo v povabljenje velikrat na kakšne intervjuje, najbolj je prepoznavan na socialnih omrežjih. Zdaj je bil tudi nominiran za najbolj seksi znanega Slovenca 2020. In naj zanima, kako to vpliva na vse saj med vami kaj zavisti, ljubosumja mogoče zaradi tega. Ne, sploh ne. Itak je smiselno, da se javna pozornost fokusira na enega ali pa mogoče dva člana neke skupine, nekega projekta, zaradi tega, ker ohranjaš neko konsistentno enovito zgodbo in tudi preveč ne razceplaš svoje slike in zato so ponavadi frontmeni, ker nekako to se opada itak tudi s tem, kar poslušalci najbolj na koncertu gledajo. Tako da meni se nikakor ne zdi, da je kakršnekoli slabe krvi med nami zaradi tega, ampak bomo videli, mogoče bomo pa v prihodnje kdo drug bolj izpostavljen. Bojan, še kaj za pripomniti? Jaz osebno nikoli nisem imel občutka, da bi kdorkoli bil jezen oziroma zavisten. Se mi zdi, da je tako, kot je Kris rekel, nekako logično, da glede na to, da sem frontman in pevec, da se ta pozornost usmeri name. Nikoli ne vemo, lahko da bomo pa enkrat kabitli, ki so vsi ful znani, pa ne bomo mogli več na upravni enoti potnih listov. Jaz mislim, da smo kot mi štirje, recimo ostali člani, tudi kot posamezniki, dosti taki, da nam ta funkcija, ki jo imamo, vsakmu res najbolj paše. A kdaj preveč, Bojan, zate vsega tega iz medijev, socialnih omrežij? Rabiš kakšen dan tako sam day off od vsega tega? V bistvu se je meni nekako začelo tako malo bolj dogajati, kar se tiče medijske izpostavljenosti v zadnjem letu, oziroma odkar smo Golo izdali. In itak tega ni toliko, da bi rekel, da imam že poln kufer vsega, pa da ne morem zdržati ali pa kaj takega. Ampak je pa res, da glede na to, da sem pa zelo prisoten pa še na socialnih omrežjih, kjer te začnejo pa mogoče malo bolj pogosto tegati v vse možne objave in si dejansko skozi v tem začneš čutiti na momente ta nek pritisk, kakor da moraš biti skozi na voljo. V bistvu mi je največji problem pri tem, kar se zdaj dogaja, to, da me je malo strah, kako bo enkrat, če bomo res prišli na nek nivo, ki pa čutim, zakaj bi to znalo biti neznosno. Okay. Jaz imam eno vprašanje zdaj za Bojana. Zdaj, dejstvo je, da je vaša publika večinoma so ženske, punce, mlade, 15 plus, no. In za ljudem si težko predstavljajo, kako pol v taki publiki ženski sploh vzdržati neko zvezo. Recimo teoretično, da ste v času od 2016 do zdaj recimo imeli punco, vsak od vas. Kako je vzdržati nek intimen odnos z žensko, svojo punco, če veš, da imaš odnos s tokimi in tokimi in tokimi tisočimi najstnicami? Kako pa razločaš? Mogoče sem jaz najbolj napačen za to vprašanje iz tega naslova, da nimam punce oziroma je v zadnjih letih nisem imel. Je pa potem mogoče tudi povezava med tem, zakaj je nisem imel. Dejstvo je, da je malo drugače po mojem. Ne vem, pa kako naj rečem. V bistvu nimaš toliko potrebe po tem, da bi bil v resni zvezi, vsaj jaz osebno nimam, ne govorim zdaj za vse. Jaz osebno nimam zdaj nobene potrebe po tem, da bi bil v resni zvezi, zaradi tega, ker sem toliko aktivno vključen v različne aspekte svojega lastnega življenja, da dejansko ne bi imel časa nekomu posvečati ves čas, ki ga on rab za eno zdravo vezo. Tako da
ne vem, se mi zdi, da je težko ohranjati zdrave odnose, ko si enkrat zelo medijsko izpostavljen. Itak vemo, da pač medijske osebnosti se ločujejo na 2 tedna, ne? In obstaja razlog za to, ker se dejansko malo vidijo, imajo toliko različnih stvari, ki se jim v glavi meša. Jaz upam iskreno, da ne bom imel tazga življenjskega stila, da ne bi mogel izpeljati uspešne zveze, zato ker mi osebno ljubezen veliko pomeni. Ampak, ne vem, jaz se zaenkrat itak osebno ne vidim kot nekdo, ki bi bil v neki trdni, resni zvezi. Če pa pride ta prava, mi bom pa itak lahko jutri govoril drugače, tako da, glej. Kaj pa vidva? Pač, a bi vidva lahko vzdržvala intimen odnos z žensko in če imaš toliko followerk, toliko navijačic, fanic? Ne, jaz imam trenutno punco in v bistvu jaz sploh ne vidim oziroma ne čutim problema, ki si ga tle postavlja, ker to je pač čist nek drug odnos. Jaz sicer čist obožujem naše fane in sem ful hvaležen za njih in upam, da nekako imamo zrel odnos oziroma nek ljubezniv odnos en z drugim, ampak pač punca oziroma partner je čist nekaj drugega. Mislim, vsaj zame, jaz to sploh nisem nikoli primerjal, dokler nisi zdaj tega rekla. A veš kaj je fora? Jaz sem to zasledila pri veliko teh influencerjih. Recimo, imaš slab dan, te tvoj partner potre in potem si rečeš, ok, grem brati svoje komentarje, itak vsi pišejo same lepe stvari. In v bistvu v momentu nemoči, ker si pač at your lowest, ne, ti vse najdeš pač neke pozitivne stvari, ki ti jih piše nekdo drug. Zato, da imaš skozi feeling, da si pač dober in nekaj vreden. Ker recimo pač navaden človek, ki ni v bendu in nima toliko in toliko fanov, se pa mora soočati s tem, s to žalostjo. To je v bistvu kar zelo dober point, ampak to zame ne velja v bistvu v 2 pogledih, zaradi tega, jaz kot prvo nikakor ne gledam na lajke, pa tudi Instagrama, pa teh stvari sploh ne uporabljam, Facebook edino uporabljam. Druga stvar je pa to, da zaenkrat še nisem imel tazga trenutka, da bi me punca toliko užalila ali pa na tla spravila, no, tako bom rekel. Bojan tako lepo pridne drži roko. Ja, jaz bi sam v bistvu to, kar si izpostavila, ne, da imaš nek ventil, kamor greš pa svoje potrtosti in grde misli sprostiti, ne, na te lepe komentarje. Tam, kjer smo začeli ta intervju, ko je Kris rekel, da smo pač, oziroma ne, kdo je rekel, da smo pač dobri prijatelji in se tudi skregamo, če je treba in vse. Lih to, kar si rekla, takrat, ko se moraš zoperstaviti temu, kar se je zgodilo in pač gresta oba skozi to, takrat lahko gradiš zdrav odnos. Če imaš pa ti možnost skozi iti ventilirati se nekam drugam, se vsem ta nezadovoljstvo pač nabira pri tebi, ampak pa enkrat sam poč, zaradi tega, ker ni bilo nobenega umestnega komuniciranja pa glajenja situacije, ampak je sam se nabiral in pa je šlo pa samo 3 stvari, ne? Vemo, kje ne. Bomo interpretirali po svoje. Da, ja. Daj. Ok, jaz imam vprašanje za Matica in sicer, če delate poleg vsega tega z glasbo, če delate tudi šolo. Ja, dejansko vseh 5 delamo faks, eni tako, eni malo drugače, ampak dejansko ja, vseh 5 imamo status študenta, trenutno vsi smo pridni, vsi izdelujemo z dobrimi ocenami, če lahko malo pohvalim vsi. Tako da, pač ja, tukaj recimo, mogoče bi za to vprašanje bil malo bolj primeren Kris, ker jaz mislim, da on od nas 5 ima najboljše razdelan svoj time management in kako razdeliti dan za vse aktivnosti. Tako da mogoče bo on lažje povedal, kako to dela. Jaz priznam, meni se kdaj zalom, meni velikrat časa zmanjka. Saj tudi meni je kdaj preveč, ampak kaj smo se mi že rekli večkrat, da smo mi pač najmanj rock'n'roll band, kar jih obstaja v Sloveniji. In v bistvu, mislim, meni se to sicer ni zdi nič tazga, jaz zelo rad sem študent, rad imam znanost, rad študiram in kakor sem že rekel prej, meni se lih glasba in šola mi lih pobereta toliko časa v dnevu, da mi ni preveč, ampak da se cel dan nekaj delam, kar mi je boljš, kakor da mi je dolg čas. Tako da jaz v bistvu sem vesel, kadar lahko kaj delam, pa če je to za faks ali pa za muziko, včasih je preveč, ampak it's all worth it, tako bom rekel. Pa imaš rad take polne dneve?
Ja, mislim, saj najvišja vrednota je samo aktualizacija, tako da jaz... Če malo še ne bojo v področje sociologije podaram. Kaj pa študirate, če ni? Ni. Bojan študira sociologijo na FDV-ju, Kris kemijo, Jan študira matematiko, Martin pa matematiko v povezavi s računalništvom, jaz pa študiram marketing in odnose z javnostmi. Pa čist nekaj drugega vsak. Ja, v bistvu je vsak v eni svoji zgodbi, kar se tega tiče. Ampak jaz mislim, da je to ful dobro, ker dejansko je pol 5 nekih različnih ljudi, ki potem skozi muziko naredimo eno tako lepo celoto. Ja, pokrivate tako vsa področja. To je Ja, to nam v raznih bendovskih aktivnostih, ki tudi niso pač mogoče vse vezane z glasbo, velikrat prav pride. Da imamo enega matematika, pa enega sociologa, pa enega znanstvenika, se to vedno prav pride. Okay. No, ker pač ta naš projekt Future Generation Minds se v bistvu ukvarja z vzorniki in da jim mi damo možnost se pogovarjati z njimi. Mene zanima zdaj, a se vi zavedate svojega vzorništva? Zdaj, prej ste rekli, da se nimate kot za zvezdnike, ampak sigurno so bili pa že primeri, ko nekaj, kar ste naredili ali pa rekli, je zelo vplivalo na pač del vaših sledilk, ne? Mogoče v negativnem smislu, mogoče v pozitivnem, a se torej vi zavedate, koliko ste pomembni, kako vaše odločitve vplivajo na pač vaše fenice? Ne vem, lahko Bojan začne. Jaz bom rekel, da mi je zelo fino ta del teh socialnih omrežij, mi je zelo fajn, ker ti lahko fani konstantno sporočajo, kako vplivaš na njih. In v bistvu sem zelo vesel, ker redno dobivam sporočila od mladih glasbenikov, aspirativnih, ki se učijo nekih inštrumentov in delajo coverje naših komadov. Dobivam sporočila, ne vem, ljudi, ki rečejo, da jih je nek del teksta, ki sem ga jaz napisal v dnevni sobi zaradi nekega svojega čustva, se jih je toliko dotaknil, da jim je, ne vem, pomagal iz težkih situacij ali pa kaj takega. Tako da v resnici dejansko se ne zavedaš tega, dokler ti nekdo ne pove tega tako zelo direktno in si potem v bistvu zelo osupel nad tem dejstvom, da je nekaj, kar si ti ustvaril oziroma nekaj, kar pač počneš, ima toliko močen vpliv. In jaz bom rekel, da smo se začeli, se mi zdi kolektivno in tudi jaz se zelo osebno zavedam tega, da smo postali nekako vzorniki naslednjim generacijam in sem tega zelo vesel in mislim, da vplivamo na njih na ta prav način. Okay. Pač se zavedate teže svojih besed in posledic svojih dejanj? Se zavedamo, tukaj nam tudi zelo prav pride to, da smo, kakor smo malo prej ugotovili, vsi nekako na realnih tleh in razmišljamo bolj široko kot mogoče samo neki ulični postopači. Wow, kira beseda. Ampak moram pa povedati, da prvič sem se zavedal influenca oziroma vpliva na mlade oziroma na pač sočloveka, ko se je Kris, ki je tamle v desnem oknu od mene, začel učiti kitaro samo zato, da bi bil v bendu s Martinom pa z mano. To je dejstvo. To sem pa videla v unem vašem predstavitvenem. Pa si ste pa še delu ful nedostopnega, ne, Kris? To je uradna zgodba, ja. Kaj pa je neuradna? Ja, jaz malo drugače gledam situacijo, ampak ne rabim. No, prosim, povej, no. Mene res zanima, no. Jaz čist priznam, da sem začel tudi zaradi njihovega bivšega benda igrati. Me v bistvu ni nič sram to priznati. Meni je vsaka čas, da so me pač to spremenili so mi življenje, tako rekoč, tako bom rekel. Ampak, ko sem bil kao, da sem se hard to get delal, se je v bistvu nanašal na to, da sem jaz prestopil iz enega benda od drugega. Tisto je pa, vsaj kar se jaz spomnim, mi je bilo težko izungajiti tega. Itak nisem imel takrat neke realne preference glede tega, kjer band bo zdaj ful boljši, pa kjer je bolj perspektiven, ampak sam končna odločitev je bila to, da sem jaz pač z Bojanom, Maticom pa Martinom bil boljši prijatelj kot z njimi, ker sem bil v prvem bandu. Tako da, ajde, recimo, na pol hard to get, no.
Meni si pa rekel, da zato, ker boš pojo. Kaj zdaj res, ne moreš, to sta zdaj dve zgodbi, Kris. Ja, ne, pa mislim, zakaj pa ne morete biti obe dve res? Točno to. Okay. No, Matic, kdo pa je vaš vzornik tako na glasbeni sceni? Umrl, še živ? Slovenski ali tuji sceni? Pa malo, mislim, tle mogoče, ja, bom povedal eno zgodbo. No. Mi smo pač, ko smo začeli, zdaj bom najprej zgodbo povedal, ker vzornike, kar se glasbe tiče, ima verjetno, glede na to, da poslušamo med sabo, pač ene stvari podobne, ene pa tudi zelo različne. Recimo, mi smo, ko smo začenjali, smo zelo hoteli biti, pa ne kot glasba, ampak tako kot mera nekega uspeha, smo se pač hoteli približati Bigfoot mami in jaz se spomnim, enkrat v avtu smo se peljali vseh nas 5 skupaj in je Kris povedal, mislim, da je bil Kris, je rekel, da pa mi pa bomo pa čez 1 mesec skupaj z Bigfoot imeli koncert. To je bilo pač eno večjih veselij, ki sem jih jaz kadarkoli pač v življenju, jaz kot sam in tako doživel in tudi videl, ker smo pač mi prišli na nek resen špil z Bigfoot mamo in takrat se nam je pač res svet odprl. Mi smo bili srečni zaradi tega še 3 mesece. Tako da danes nam je pa to nekaj normalnega. Tako da pač kar se tiče tega, glasba pa mislim, da ima vsak neko svojo preferenco, komu hoče glasbeno najbolj stremeti. Ne vem, po zvoku se probavamo mogoče komu približati, ampak ne pa kopirati. No. Okay. A imaš ti še kaj, Tinkara, lahko še jaz nekaj vprašam? Ja, ti bi. Okay. No, za Bojana pa za Krisa. Vidva pišeta pesmi, a ne? Torej, kaj je po vajnem mnenju boljš? Napisati takrat, ko čutiš, ko si najbolj v pač momentu, ko se ti nekaj zgodi, ali čez par dni, ko razmisliš, realiziraš vse, pač napisati tako, z razmislekom? Lahko jaz prvi povem, Bojan, dovoliš. Jaz bi rekel, da oboje. Jaz sem mnenja, da takrat, ko nekaj začutiš, napišeš, pa tudi, če so besede, ki nimajo nič pomena, tudi če la, poješ, če je dobra melodija, pa če ti čutiš tisto v trenutku, to zapiš in pol čez par dni se pač greš prespat idejo, se vrneš k njej, spet poslušaš, spet pogledaš, kaj si naredil in pol, če ti je to, razviješ tekst pa nek koncept, meni se zdi, da ni tle neke striktne ločice ali, tako bom rekel. Ampak pišeš pa oboje. In tako. Ja, v bistvu oboje hkrati za vsak komad. Jaz pa Bojan dosti prakticiral tako, da napiševa neko melodijo v angleščini prvo, da prvo melodijo definiraš, pol pa tekst v slovenščini čez. Ker, ne vem, mislim, mogoče to malo tako že klišejsko govoriti, ampak angleščina je nekako malo bolj spevan jezik, oziroma pač lahko neke besede not mečeš, pa bo ful bolj zvenel, ker pa slovenščini moraš ful razmišljati, kaj bo pasal skup, pa kaj bo okusno, pa kaj ne. In pol pač v angleščini nekaj skup spesneš in greš v slovenščino, pol narediti, ker ti je všeč melodija. To je pa ful zanimiv sistem. Kar pogost pomeni. Ampak ne. Bojan, povej. Jaz se strinjam čisto s Krisom, veš, pač, ko nekaj začutiš, posnameš, narediš, se zapomniš, včasih rata takoj pesem, pa je pol nikoli več ne spremeniš, včasih naslednje jutro ugotoviš, da je totalno bedna ali pa da si jo totalno slišal včeraj na radiju, pa nezavedno ukradel. Ampak, ja, ne vem, čisto zanimivost, recimo pesem Gola, ne, je bila napisana že kar nekaj cajta nazaj in sem jo napisal v eni precej morbidni situaciji, ampak samo do konca kitice in nek refren in potem smo to na vaji probali in ni bilo dobro in smo pustili primir. In potem je Kris spomnil enkrat čisto na kavi, kao, če se spomnim tistega komada, ki smo ga delali enkrat na vaji, mi je pokazal zvočni posnetek, ki smo ga posneli takrat. In jaz sem takrat slišal direkt v momentu, kaj more Gola biti od tiste druge kitice naprej, sem šel domov in sem jo dokončal. Ne? Tako da stvari
je fajn pustiti, da prespiš idejo, da mogoče ugotoviš, da še neko drugo čustvo čutiš tam, najdeš neko besedo, ki sama pride v možgane, mogoče naslednji dan. V glavnem, to je mogoče najlepši meni pri ustvarjanju, da je res instinktivno je. A veš, ni nekaj, kar premišljuješ. Pač, če začutiš, da boš naredil zdaj cel komad in ti besede letijo iz ust, ga narediš. Če začutiš, da tako kot je Kris rekel, boš zapel melodijo, zapoješ melodijo in greš spat vesel, mogoče ne zaspiš do 3 zjutraj, ker skozi razmišljaš, če bi lahko to melodijo kako popravil ali pa neke besede. Ampak pol enkrat v roku enega dneva ali pa v roku 5 let rata en komad in si naredil iz nič nekaj in je fajn. Tako da ustvarjalci na vseh področjih, ni nujno, da se vse zgodi v prvem dnevu ali pa v prvih 2 mesecih. Lahko da traja 1 let, ampak pač puste stati, pa enkrat, ko se spet zgodi, se vrnete. Ne puščati projektov, pa jih metati v smeti. Ok, dober nasvet. Ok, pol, zanima nas Tinkaro tudi, kako so vam starši dejansko pomagali, ko ste se postavljali na svoje noge? Mogoče finančno in tudi pač psihološko. A so bili veliko v tej igri ali ste se sami podpirali drug drugega? Ko smo v bistvu začenjali, še to pomeni, še zdaj govorim še toliko nazaj, se pravi še v tistem bivšem bendu, smo bili pač res stari 14, 15 ali pa še manj let in dejansko takrat brez staršev res ne bi mogli narediti nič, ne finančno, ne organizacijsko, ne psihološko in moram reči, da res imamo tukaj vseh nas 5 plus še bivši člani, ki so bili, smo vedno res imeli podporo doma, neverjetno imamo jo res še vedno. Jaz recimo, ko pač nekaj naredimo, sta moja 2 starša prva, ki jima pokažem to še vedno, pa vedno dobim tudi tak realen feedback od njih. Tako da ja, pač nam so starši res dejansko to omogočali, ne? Da lahko zdaj delamo, kar delamo. Vedno so nas pač, predno smo imeli spite, vozili na koncerte, opremo nam pomaga zlagati, tako da ja, podpora je bila kle 100% vedno. Bravo, starši. No, midva s Tinkarom imava že karte za cvetličarno. Sem videla, da ste razprodali prvi datum, drugi pa še ne. A je veliko kart še ostalo? Ne, niti ni jih prav veliko. Mislim, da je prodanih nekje 70% kart za drugih. Čestitke. Hvala. V imenu Future Generation Mind se zahvaljujemo Joker Auto, da ste si vzeli čas in bili prisotni v našem pogovoru. Želimo vam veliko sreče in uspehov na vaši glasbeni poti in pa polno dvorano v cvetličarni, a ne? Imate za konec še kakšno misel? Verjemite v ljubezen, imejte se radi, bodite ustvarjalni, ne se bati drugim pokazati svoje cilje in ne se bati loviti svoje cilje, ker se bodo uresničili. Hvala za vabilo, super sta bili. Jaz mislim, da smo vsi zelo veseli, da smo lahko bili del tega intervjuja in da se še kaj vidimo, pa verjetno upamo vsi, da v lepših časih uživo. Hvala, da ste prišli. Hvala. Hvala vama.